Naša čudovita igralka Prešernovega gledališča Kranj, Darja, kako bi nam predstavili pravljice našega otroštva? Pozdravljeni. Torej, pravljice našega otroštva so nek projekt, katerega smo se lotili s celotno ekipo režiserja Jerneja Lorencija in njegovimi stalnimi sodelavci in v koprodukciji z novogoriškim gledališčem. Torej, od tam imamo dva gostujoča igralca, to sta Iztok Mlakar in Urška Taufer. Pravljice našega otroštva nas bojo popeljale v naše otroštvo. V bistvu v pravljice, kako jih vsak od nas pač dojema. Seveda tu je izbor samo nekaterih pravljic, ampak vsak od igralcev je v bistvu v to pravljico vložil nekaj svojega. To ni samo, da recimo zdaj se ti spomniš neke pravljice in jo poveš, ampak je to neka pravljica, ki te je mogoče zaznamovala. In mi smo dobili, ko smo začeli delati ta projekt, smo dobili mail od našega režiserja, da naj se spomnimo neke pravljice, lahko je tudi več pravljic, ki nam najbolj pridejo na misel. In seveda vsakemu je prišla na misel neka druga pravljica, potem smo pa tudi preberali veliko pravljic, nekih, ki jih še ne poznamo, in iz tega se je izluščilo nekaj pravljic, ki vsaka na svoj način govorijo nekaj o svetu, nekaj o nas. S tem, da predstava ima dva dela. Tokrat gre za mogoče malo daljšo Lorencijevo predstavo. Pri nas ponavadi ni delal tako dolgih predstav, drugod ja. Ta predstava ima pavzo in drugi del v bistvu govori pa še bolj o naši intimi. Se pa ta pravljica poveže v dejansko naše življenje. Pravljice predvajamo tudi in smo jih v času korone na naši televiziji. Zelo ste prepoznavni tudi po vseh teh pravljicah. Pa me zanima, po vsej tej koroni, kako je danes v gledališču? Ja, danes je kar veliko veselje, da spet lahko delamo na nek način, še vedno malo v narekovajih, normalno gledališče. V narekovajih pravim zato, ker človek vsak dan pričakuješ, da se lahko nekaj zgodi. Sploh, če gledam, kako je po drugih gledališčih, recimo Drama je trenutno, ne vem, že tretjič morala prestaviti premiero, ki bi jo morala imeti že januarja ali februarja. In mislim, ta COVID je še vedno med nami, a ne? Ampak kljub vsemu to, da je sedaj prišlo do te neke osvoboditve, da se ga mogoče ne bojimo več, tako je seveda zelo dobro, dobrodošlo. Jaz lahko rečem, da pri nas je bilo pač najhujše v bistvu pred 2 leti, takrat tako kot povsod, ko so se pač gledališča popolnoma zaprla, ko tudi mi nismo videli drug drugega, potem v drugi fazi te epidemije smo mi že v bistvu ves čas delali, samo nismo bili v kontaktu s publiko, potem se je to začelo, pa je bila publika, ne vem, najprej samo 30 ljudi in to. Zdaj je pač teater spet odprt na polno, s tem, da bi jaz rekla, čistko, jaz osebno mislim, da tukaj malo previdnosti še vedno ne škodi. Da pač človek nekako, mogoče vseeno, da ve, da ko pride v gledališče, da je pač zdrav, a ne, ker s tem bo tudi nudil drugim svojim sogledalcem in pač enako velja za nas, ki smo na drugi strani dvorane na odru, da pač poskušamo vzdrževati ta zdrav
način, zdravo obdobje, kolikor se da. In povabilo v gledališče vsekakor velja, igralci vložite ogromno svojega truda. Ja, hvala. Absolutno vabim vse naše zveste gledalce Prešernovega gledališča, za katere moram vedno znova reči, da me navdušujejo, ker so sposobni gledati tako različne predstave in vedno mi dajejo, meni kot igralki iz dvorane, to prepotrebno energijo, ki jo jaz rabim, da lahko jaz tudi dam njim, in to se mi zdi nekaj vzajemnega in mislim, da imamo res čudovito publiko in absolutno vabljeni v Prešernovo gledališče, vabljeni na pravljice našega otroštva. Začele se bodo, razen premiere, sem zdaj slišala, ob 19, torej 1 uro prej, ker gre za malo daljšo predstavo, tako da ne bo problema. Mislim, da predstava je lepa, na nek način spokojna, treba se je samo prepustiti te meditacije, te predstave.